Moram se vam pohvaliti, da sem shujšal 10 kilogramov. Ja, 10 kilogramov in to zelo na hiter. V dobrem mesecu, ali pa bom rekel, v dobrem mesecu sem shujšal, ne, v enem mesecu sem shujšal 8 kilogramov. In zanimivo, nobene vadbe, nobene diete, nikoli se nisem odpovedoval nobeni hrani, nikoli nisem bil lačen. Samo shujšal sem. Vem, da boste rekli, da nakladam, da se to sliši kot neki čudež, ampak glejte, čist res je. In shujšal sem na zelo nenavaden način. Jaz še nisem koga slišal, da je shujšal na tak način, kot jaz. Zato tole, če želite shujšati, glejte do konca, mogoče boste tudi vi lahko na tak način, čist na enostaven način shujšali 10 kilogramov. Tisti, ki me redno spremljate, boste sigurno potrdili, da sem bil 2-3 mesece nazaj bistveno bolj zalit, kot sem zdaj. Preden sem šel na Tajsko, a ja še to povem, tudi ljudje, ki me srečajo, pravijo, kako si shujšal, kakšno imaš dieto, daj povej, kako si, jaz bi tudi. No in pol, ki jim povem, se malo nasmejejo, mislijo, da malo nakladam, ampak v bistvu nimam kaj nakladati. Saj bom povedal čisto točno, kako je bilo. No, vaga ne laže. Lejte, jaz preden sem šel na potovanje na Tajsko, to je zdaj že dobre 3 mesece nazaj, sem imel dobrih 92 kilogramov. Dobrih. Lejte, iz Filipinov sem prišel pred dobrim 14 dnevem in dober teden nazaj sem se vagal, sem mu pa slabih 84. Se pravi, dobrih 8 kil manj, kakor preden sem šel na Tajsko. Ampak ta čas, ko sem bil en teden doma, sem sigurno že 2 kile nazaj dobil. Zato, ker res, odkar sem prišel z Tajske, z Filipinov, mešan, ker sem bil v roku 3 mesecev in na Filipinih in na Tajskem. Če si niste pogledali te videe, si poglejte, ker bilo je fantastično potovanje. In eno in drugo, še boljš Filipini, res, noro sem to lahko rečem. No in ko sem domov prišel iz Filipinov, seveda mama začela kuhati, jaz sem se nažiral, dobesedno nažiral, to ne moreš verjeti. In če nisem zredil se 2 kile v enem tednu, se pravi tistem, ko sem prišel doma, pa ko sem se vagal, to grem staviti, da sigurno sem. No, pa da vam povem, kako je bilo. Še prej se pa naročite na moj YouTube kanal, vkolikor še niste naročeni, samo kliknete tisti gumbek naročite se, pa potem še zvonček, popolnoma brezplačno, je pa to meni velika podpora, da bom še več takih zanimivih videov posnel. In takih, ki je ta, in tistih spotovanj, in unih mojih zgodbic iz unih, bom rekel, ko sem bil mlad, tiste nekateri še naraj gledate, zanimive so, vem, ja. Tako da, ja, dajte se naročiti, no. No, najprej naj povem, da nisem čist noben strokovnjak za hujšanje. Imam pa nekaj izkušenj, zato ker že tam od nekje 22. 23. leta imam malo preveč kil, bi mu jih rad manj, čeprav, če bi jih mu zdaj tukaj, sem jih mu pri 22, bi bil fejst vesel. No in pol človek kaj prebere, velikrat hujša, kdaj mu kdo pove kaj in dobi izkušnje in neke stvari ve, sigurno jih ve. No, če tole gleda kakšen strokovnjak za hujšanje, bom zelo vesel, če bo povedal kakšen dobronameren in koristen nasvet meni, pa tudi mojim gledalcem, naj to v komentarju napiše. Zdaj, če
pa se bo najdel, če se vas bo pa najdel cel kup, ko te hotel, pa samo pametvati, pa boste tle sem nekaj pisali, zato ker imate potrebo, da boste pametni izpali, lejte, pol pa raj vidim, da nič ne pišete. Zdaj ne, pa 2-3 leta nazaj sem hodil na vadbo k eni punci in seveda tam tudi plenk bil, ne, in sem rekel, daj me posnem, ker bom plenk delal, da vidim, koliko cajta zdržim. Ne vem, koliko cajta sem zdržal, tisti video sem pol na Facebooku objavil. Lejte, po 3 minutah, ko sem objavil 5 pametnjakoviču, da plenk čist narobe ga je zdržim in tret in četrt. In sem točno vedel, kaj bo sledilo. Jaz se nisem nacekiral, če bojo oni manj govorili, da imam plenk narobe držim. Lejte, mal sem ga res narobe, seveda se nisem, ne treniram tu 5 let, ne, jaz sem tu hodil 14 dni na treninge in valjda ga ne moreš čist točno, tako kot če ne vem, ko 3 dni smučaš, ne moreš smučati, ko ne vem, tale Tina Maze, ne. No in sem točno vedel, kaj bo. Vedel sem, da bo ona moja trenerka videla tiste komentarje in bo mislila, da je zdaj ona kriva, ki me je slabo naučila in mi bo težila, da naj video zbrišem. In točno tu se je 20 minut kasneje naredilo in sem pol tisti video mogel zbrisati, lejte, jaz nikoli nič ne zbrišem, razen če pa v videih se žalijo drugi ljudje ali pa v tem primeru, ki me je ona prosila, sem ga pa zbrisal. Tako da ja, če ima kdo sam močno potrebo po tem, da bo nekaj pametval, lejte, raj vidim, da se vzdrži komentarja. Ali pa v končni fazi, tudi če ga napiše, lejte, bo pa vse skup majčkeno bolj zanimivo, tako da se veste, jaz se nič ne sekiram za te komentarje, tako da vem pa ne, da ni nič hujšega na tem, v Sloveniji ni nič hujšega, če se en sprav pametvati o eni zadevi, ki drug misli, da je strokovnjak, ne. Lejte, ne, zdaj vse strokovnjake za hujšanje bo prizadelo, koga zdaj en Tomaž Gorec v hujšanju govori, ne. In bojo pametni, ki ste v mater. Ampak to je druga tema, pustimo tu. Poslušajte naprej, pa boste videli, če imam dober nasvet ali ga nimam. Lejte, kako sem jaz shujšal. Lejte, jaz vedno, ko grem na potovanje v te države tretjega sveta, shujšam. Razlogov je več. Zdaj, nazadnje sem bil, kakor sem rekel, 14 dni nazaj sem se vrnil iz Filipinov, sem bil 1 mesec, pol prej sem bil 1 mesec doma, še prej pa 1 mesec na Tajskem. In sem že na Tajskem shujšal fejst, no kar nekaj, zdaj na Filipinih pa ultra, vam bom povedal zakaj. Lejte, meni, rečemo na Filipinih, za Filipine zdaj govorim, lejte, hrana mi nikako ni potegnila. In lejte, sploh ni bilo občutka lakote. Jaz nisem bil nikoli lačen. Meni so ljudje govorili, je pa, ko ti sploh kaj ješ, ali boš shiral, ali tu. Ne, sploh mi ni, mislim, če bi mi dal 100 evrov, ne bi mogel nikje jesti. Na enih krajih mi ni bilo dober in nisem mogel jesti. Sploh nisem bil lačen. Lejte, nisem kar 3 dni nič jedel, pa nisem bil čisto nič lačen. Zato, ker se mi nekako, ne vem, ne paše mi tista hrana, nekaj mi ni bilo okej. Rečemo, spomnim se tam na Palavanu, ko smo bili v tistem lepem resortu, lejte, tista hrana me ni potegnila, nikakor mi ni potegnila in jo nisem mogel jesti. Po 3 dneh smo šli kje vmes, sem eno pico pojedel, ki je bila pa res dobra, ampak ne, tudi pica na Tajskem, ne.
je pol manjša kot pri nas. Tako da tudi pol manj poješ. Pa nisem bil sam, ne moreš pol unem dvema reči, ko sta bila z menoj ti, dejta počakati še pol ure, da smo mi še eno pico naročil, vse če bi jo sam, bi najbrž, jo, ne. Drugače pa no, na Tajskem mi pa ni bila hrana slaba, mi je bila pa zelo dobra. Se tudi na Filipinih, veste, je bilo kje zelo dober. Vse, če pogledate moje videe, boste videli, se sem tu veliko objavljal, ne. Posebno tam na Bantajanu, ker imajo tujci restauracije, tam je fenomenalno za jesti, ne. Kje pa ni? No, na Tajskem je bilo pa povsod dobro za jesti. Drugače, čisto mimogrede povem, ne, potovanje po Filipinih mi je bilo veliko boljše kot po Tajski. Čist iz preprostega razloga, na Tajskem je bolj gužva, več smoga, več ljudi, več vsega. Filipini so pa veliko manj turistični. Tako da v vseh pogledih so mi bili boljši Filipini, razen hrana je bila pa veliko boljša na Tajskem. In na Tajskem je bila res dobra hrana. In jaz sem bil na Tajskem navdušen na unem Pad Thajem. Sicer zmeraj, kadar sem šel na ta Pad Thai, sem 2 pojel. Ampak to je bilo še zmeraj kalorijsko 5-krat manj, ali pa morda celo 10-krat, kakor jaz pojem doma. Doma, ker jaz na kruh navalim, ne, ta kruh je moj največji problem, po mojem, pa jaz pojem pol kile kruha. Pa jem starega, zato da ga manj pojem. Ne, tako da mogoče ena zadeva, kako se jim malo manj kruha pojesti, tako da jeste star kruh. No, pa še ena stvar je na potovanjih. Nimam cajta jest. Sem skozi v pogonu. Zjutraj, vstati, gremo nekaj še pregledati. Na oglede, rečeš, bom vmes spiješ 2 kokosa, pa še uno ven poješ, pa te kar nasit. Pa sploh ni slačen, pride zvečer v hotelsko sobo, si rečeš, moram video zmontirati. In preprosto nimam cajta jest. Pol nekaj malega sem bil tudi aktiven, no. Ste gledali tisti pohod na Filipinih, ki me je kar čprijel. Tisto je bilo kar hudo, kako sem upal, pa kako smo prehodili, ne. Tisto je bilo tuk na matru, se nisem že dolg časa. Sicer, veste, ko sem nazaj prišel, sem kupil liter pa pol Coca-Cole, pa sem tu spil, fejst sem ga zasral, sem tisti cukr pil pol, 150 gramov cukra sem požrl, sem ful kalorij nazaj dobil, mislim, čisto neumno, ampak jaz sem bil, čeprav sem prej 7 litrov tekočine spil, ali 6, ne vem, mogel sem tisto Coca-Colo, preprosto ni šlo, da jo ne bi. Ampak nisem pol pa nečil tam, ko smo v hotel, v tisti resort prišli. Pol, da mi je McDonald's zapasal. Pa je bilo v McDonald'su, imaš kakor češ na Filipinih. Pa veste, da doskrat sem samo noter stopil in sem se obrnil, zato je bilo tako mrzlo noter. Da je bilo uno prav, vse posod pihalo prav, kada bi me človek tepel, tuk mi je tisto škodovalo. Groza, vam povem, groza. In sem doskrat sem stopil po obrnil. Ker tudi, da bi naročil, pa tam čakal, lejte, po mojem je bilo noter 15 stopinj zunaj, pa 35, to je, crkneš, se jest. No, drugače sem pa gledal, ne, da sem saj, če sem že kaj jedel, da sem jedel jajca, ker to pa zdaj vem, da pač beljakovine moraš imeti, ne, drugače mi je ena punca rekla, ki se s tem ukvarja, pa mi je dobro rekla, da me je prepričala. Je rekla, veš, če ti samo tečeš, pa vadiš, pa nič beljakovin ne uživaš, začne tu telo z mišic imeti in posi čist tak, prav tako je rekla, posušen. Je rekla, poglej, une tekače na dolge proge, oni so posušeni, nočem nobenega žaliti, samo njene besede sem prenesel. In je res mogoče malo tako, ne, tako da, če treniraš, beljakovine moraš uživati, drugače ne gre, ne, tako da sem dosti jajc jedel.
Doma sicer del vzamem, imam tiste beljakovine, sem kupil, do zdaj sem 2 tiste okrogle kupil, pa sem šele enega do konca porabil, enega do tretjine, najbrž je že obe dvema rok potekel, ampak verjetno, da je še dober. Tako da kdaj vzamem, čeprav sem bil zmeraj proti tem praškom, tudi zdaj, veste, zdaj tudi te prehranske dodatke jemljem. Ravno danes sem dobil, mi je stranka naša Šenkov je razlagal, da on od njih je nekaj, ki je beta-karoten ali kaj, da je dober, da ga kasneje opeče. Sem rekel, tu jaz rabim, dajte, kje lahko kupim, ker se veste, jaz sem ful občutljiv na sonce, se tudi vidite, lejte, jaz sem bil v zadnjih 3 mesecih, 2 meseca na Tajskem pa Filipinu, pa lejte, nobene barve nimam. In jaz se zmeraj mažem kot budala, ker če ne me užge. No, in mi je rekel, bom vam jaz tole Šenkov in mi je dal in sem zdaj že enega vzel, pa je ful od Alfreda Fogla to in je ful dober, tamle imam, škoda, vam bi pokazal. In je tudi še ful vseh D3, vitamin C, v majhnih količinah, ker Alfred Fogel, tako je ta povedal naša stranka, da on zagovarja, da moraš vse v majhnih količinah jemati, pa raj večkrat. Ne pa predozirati se. Tako da, lejte, danes sem prvič vzel, bomo videli, bom povedal, kako je. Jaz zdaj tudi tako gledam, škoditi ne more v nekih majhnih količinah in zato tudi te beljakovine, kdaj vzamem. In veste, da bi se skoraj upal reči, to mi je tudi ta trenerka povedala, ne, da če tu pol beljakovine vzameš, ker rečemo greš teč ali pa, ker imaš fejst napor, da te drug dan manj mišice bolijo. Jaz mislim, da me bolijo malo manj, ne bom trdil 100%, lejte, lahko tu že sam gruntaš, zato, ker sem pa beljakovine vzel, me bojo pa bolj mišice bolele, pa te pol tudi zato res, ker že misliš tako, ne. Tako da no, hotel sem povedati, da te beljakovine kdaj vzamem. No, drugače pa, lejte, jaz na potovanjih vedno shujšam in prvič sem nenormalno shujšal leta 2005, ko sem bil tudi na Filipinih. In leta 2005 sem članek napisal, kako, ne vem, 3 nasveti, kako shujšati, ali jih je bilo 5, potem sem ta članek sicer še dodal, lejte, bom dal opis, tle v opisu videa imate link, lahko kliknete. In ta članek sem jaz napisal na letališču v Manili, ko sem šel iz Filipinov. Potem sem ga pa enkrat več let nazaj še majčkeno dodelal, ne. Zdaj, zanimivo je, ne, dajte, to mi je, zato sem to rekel, da moram posneti to. Tole tudi hočem posneti, tudi predvsem zaradi mene, da si bom majčkeno bolj v glav zapomnil, da se ne bom predzredil. Mislim, da mi bo malo pomagal, ne. V glavnem, veste, kaj je tle zanimivo? Lejte, če nimaš hrane, pol nisi lačen. Če jo pa imaš, pol bi pa vse požrl, kar imaš, saj jaz sem tak. Napišite v komentar, če ste tudi vi taki, ali sem samo jaz. Lejte, jaz verjetno ste opazili, sem na neki novi lokaciji, v Topolšici sem. Drugače, naše podjetje je v Topolšici kupil 2 apartmaja, oziroma tole, ki sem jaz, je prav lepa hiška za do 10 ljudi. Bom dal link, pa si lahko tudi pogledate. Potem smo pa še en manjši apartma, ki je pa dvojček, imaš pa polovico hiše. Vzeli, ker zdaj smo že lansko let na Golteh kupili in se s tem ukvarjamo in, lejte, fino je imeti 2 dejavnosti, če ena umre, imaš drugo, ne. In tako da si poglejte, če koga zanima, me tudi lahko kontaktira, pa bom dal dodaten popust. Moje kontakte imate, ne. No, in lejte, jaz nimam tlele nič za jest. Pa sem malo lačen, ker sem nazadnje jedel ob 4 popoldne.
In bi nekaj pojel, če bi zdaj mu. Ampak gledajte, ko pa nimam, ni pa čisto dober problem zdržati. Tako da mogoče mora človek tudi malo na to gruntati, da nima poln hladilnik. Ne vem. Tako da to je ful, ne. In tam sem rekel, na Filipinih nisem v cajt. Dobro, najbolj je bilo tukaj, mi ni pasalo, to je bilo najbolj. Ne. Pa kdaj, ko sem v pa trgovino čez cesto, sem šel pa enkrat čips skupaj, budala trapasta, ne. Tako da, če nimaš, je najboljš. Zdaj, ne vem, kako bi bilo, kako bi jaz lahko shujšal, ne tako, ker, ne, sej vidite, nisem glih jaz uspešen pri hujšanju, zdaj, ko sem prišel z Filipinov, sem uspešno hujšal, lejte, drugače sem pa slab, lejte, niti gibljem se, ne, za dieto sem še slabš, ker meni, dej, takole, ne, sem na šihtu, pa gruntam, mama bo imela ob 2 kosil, meni se ob enih že kar tema dela pred očmi, tu klačen ratam. Tako da sem zato slab in rešitev bi bila, ja, da me en dobesedno nekam zapre, pa mi vsak da samo nekaj tisto hrano, ki me ne bo zredila, se pravi brez ogljikovih hidratov, nekaj, še zaspan, nekaj sadja, bom rekel, pa nekaj beljakovin, oziroma, lejte, na to se čisto nič ne spoznam, da ne bo kdo rekel, da sem traparije govoril, ampak dobro, sadje pa mene kruh. Zdaj enkrat mama naredila dobre te špagete, joj, ali sem jih pojel. Vi mene ne poznate. Vi si tudi mislite, koliko lahko jaz pojem. Res tudi mislite si, ne. Tako da mene bi mogel enkrat nekdo nekam zaprt. In veste, kva se čudim? Lejte, hujš tu, debelost, pa to je velik problem, ne. In ljudje ne morejo shujšati, tudi jaz ne morem. In, lejte, jaz bi plačal eno storitev, da me odpeljajo na neki otok. Mislim, zdaj tu karikiram, se je dalo tudi na en otok, da me odpeljajo, tam je sem ena bajta, ki je samo neka zdrava hrana, kruha, pa tega sploh ni in je tu tudi pod ključem. In ti podpišeš prej, da se ne boš nič nobenega šutožiti, če ti ne bojo za jaz dal, pa pa tret, kakor bi ti hotel, in da si en teden tam in ti oni dajo jaz samo tu, kar je, pa še zamotiti bi te nekaj mogli. Zamotiti ali en del, ali neke igre, ali ne vem, kaj mene fino zamotil, ne. Če bi kakšna luštna punca bila, pa da bi jo malo usvajal, bi me fino zamotilo, ne. Tako da, tu bi se dalo tak fini narediti program za hujšanje, ki ga nima noben strokovnjak. Ne, mislim, v glavi je problem in ti človeku ga moraš izolirati, ne. Jaz sem tudi bratu rekel, sem rekel, Janez, če bom jaz imel kdaj probleme z alkoholom ali pa še z unim kakšnim huj stvarmi, sem rekel, lej, zdajle ti povem, pa imaš še tlele zraven ljudi, da so za priče, zaprime v kevder, pa me ne spusti ven 2 meseca, samo hrano mi dajej, ja pa se bom sigurno odvadil. 100% se bom. Ne, rešitve so čisto enostavne. Drugač pa ful lažje je hujšati, če se tu skupinsko zmenaš. Pa lejte, ne, tudi jaz zdaj objavim na Facebooku, koliko imam kil. Zakaj to objavim? Zato, to bi mogel vsak dan objaviti. Pa seveda ljudje pisali, da to nobenega ne zanima. Ja, ampak, lejte, motivacija je bila pa drugačna. Ne, bi rekel, evo, odločil sem se, da bom shujšal. Pa da jaz, da bi hujšal, bi šle kile gor. Bi me drugi mal, da te nakladaš, tret, pa bi zaradi drugih ne bi tu naredil, ne. Tako da,
to je to. Lejte, ena zadeva bi tudi bila, da greš s prijateljem staviti. Lej, ne staviti, samo rečeš ti, lej, če ne bom v enem mesecu shujšal, če ne bom, ne vem, da bi jaz rekel, zdajle, ne vem, danes smo, ne vem, kjerga, točno čez en mesec, če ne bom imel, ne vem, 77 kil, ti dam 200 evrov. Ne 200, 500 ali pa 1000. In verjamete, da bi bil ful motiviran, da bi shujšal. Tako da, jaz sem zdajle shujšal dober, mogel bi tule zadržati, bojim se, da ne bom. Je pa tako, ne, da jaz bi mogel še shujšati, še, kaj vem, še 10 kilc, ampak mogel bi mišice dobiti, tako da mogoče na kilah bi teh ustal, sem da bile mišice, da se trebuha znebim, vsega te maščobe, pa da mišice dobim. Tako da, to pa pomeni malo trenirati, pa tako naprej, sem itak vem, da zdaj po letu ne bom, ne. Mislim, bom šel kdaj teč pa tu, ampak drugače mogel pa delati neke vadbe za trebuh, tu tret, ne. Tako da, lejte, tisti, ki še nikoli niste šli k nekem osebnem trenerju, da vas je on vaje dajal, pa to, ne. Lejte, sem tu včas mislil, da je tu za neke ženske, ki imajo preveč denarja, pa se hodijo tu malo zminati. Rekel, treniraj ti doma, kva, sklece znaš delati, počepe znaš delati, trebušnjake znaš delati, ne. Treniraj, kva, kaj ćeš ti zdaj hoditi, kaj nekam pa plačevati. Ampak lejte, ko sem jaz šel ta prvič, pa lejte, jaz sem treniral ta karate, pol kickboks, pol tajski boks, to smo vse tu delali ful. In veste, ko sem prišel k tej punci, jaz sem videl, da ne znam ne sklece narediti, ne počepa, ne trebušnjaka, ne nič, da sem vse narobe delal. Tako da, lejte, pejte saj ene 5krat k nekem trenerju, da vam bo pokazal, kako prav delati, pa boste pa doma delali, pa boste še zmeraj najbrž malo narobe delali, ampak da ne boste čist narobe delali, ker jaz sem čist narobe delal, ne. Zdaj boste rekli, zakaj bi sploh nekdo hujšal? Ne, prav kdo, jaz se tako čist dobro počutim. Lejte, hvala Bogu, da se. Lejte, jaz se ne. In vem, da se tudi večinoma drugih ne. Bi vse dali, da bi shujšali, samo pač ne morajo. Lejte, že zaradi zdravja, ne, meni doktor se zmeraj govori, imam probleme s putiko, prav shujšajte, bo boljš. Ja, shujšaj, ne. Kako? Lejte, jaz sem šel zdajle, en teden nazaj sem bil na Primorskem, sem šel zjutraj teč. Sem pretekel tako na uč, rečem po mojem, 13-14 kilometrov. Iz lahkoto. Mi ni bilo jasno, ker nič ne treniram, kako sem tako z lahkoto pretekel in potem sem pogruntal, da zato, ker imam 8 kil manj. Ne veste, kaj je tu 8 kil dodatnih nositi. In lejte, ne, pol imajo tisti ljudje, ki imajo preveč kil, pa imajo probleme s koleni, pa z gležnji, pa pa tret, mislim. Pa lejte tudi, veste, tu se vse potencira. Manj si gibčen, ker imaš več kil in mislim, lejte, meni pri mojih letih, tako si dostikrat rečem, samo daj nekaj treniraj, daj nekaj bod v pogonu, ne se preveč zrediti, da boš lahko še en cajt hodil v kul, v kakšne hribe šel, tret, da ne boš čez 10 let, ne vem, bil en starček, ki se še premikati ne more.
ker tu se veste hitro naredi. Moj foter je car, moj foter ima 87 let, gre vsak dan 5 kilometrov prehod. Pri 87. Tako da ne, tudi, dajte, jaz trebuh, tako če sem v kakšni družbi, še posebej ženski, jaz varam noter vlečem. Je mi narodno, evo se še zdelega, ko se o tem pogovarjamo. Ne, tako da, veste, koliko si bolj samozavesten, ko malo skujšaš, koliko se bolj počutiš, koliko imaš več energije, pa tako naprej, tako da, ejte, eno knjigo sem enkrat začel brati, nisem jo prebral, ne vem, zakaj jo nisem, sicer bi bilo fino. Naslov knjige je, ne vem, ali 10 kil ali 15 kil nesreče. In v bistvu sporočilo te knjige je, to je ena punca napisala, bom tudi znal probal intervju narediti, če bo hotela, jo moram kontaktirati. Pač sporočilo knjige je bilo, da vse tako sem ga jaz razumel, čeprav nisem celo prebral, da lahko sem tukaj narobe naredil, da ena mlada punca je lahko je lahko ful srečna, če se pa za 10 kil zredi, je pa ful nesrečna. In gledajte, jaz to čisto verjamem. Kaj pa je? Kaj je mladi punci najbolj pomembno? Če mladi punci, rečemo stari 17 let, kaj mislite, da je 95% puncam najbolj pomembno? Starem 17 let, ali pa 18, ali pa 19, ali pa 20. Ja, da so lepe. In zdaj, če bo tle cel kup žensk reklo, da to ni res, ja, zakaj pa so potem, rečemo, tudi vse te influencerke najbolj popularne, tiste, ki promovirajo neke kremice, šminkice, oblekce in tako naprej. Ja, zato, ker vsaka ženska, če biti lepa, še one so najbolj popularne, ker neke make-upe, pa obrvi, pa podaljšane obrvi, pa ustence napumpati, pa ne vem, koga še vse same neumnosti, ženske, ne delajte tu. To je tako grdo. Da bi se jaz mogel poljubiti z babo, ki ima umetne ustnice, se mi kar gravž začne raj biti drek od krave pojo. Čist po pravici povem. Enkrat sem mu eno z umetnim joškom, sem že povedal zgodbo. Na gravžno prijet, raj primem svoje joškice. Kje sem, malo sem zašel. Ja, ne, lejte, punce hočejo biti lepe. Lepe, ampak sploh ne vejo, kaj pomeni biti lepa. Veste, kaj je zame lepa punca? Lepa punca je menuna. Se malo športom ukvarja, ki je polna energije, ki je nasmejana. Lejte, jaz če vidim žensko teč, meni je avtomatsko všeč. Res, zato ker vidim, da ima en stil, tak zdravega življenja in tudi, ne, med tekom se ti sprošča hormon sreče in si pol boljše volje, nisi tako tečen, mislim, neko pozitivno energijo vdajaš, nasmejan si, vesel si in tu se vidi in taki ljudje so bolj prijetni. Tako da, lejte, mene čisto nič ne moti, če ima kdo preveč kil, lejte, se jih sam nosi. Tako ke me ne moti, če ljudje kadijo, samo jaz nikoli ne bom. Ampak lejte, zaradi zdravja. Dajte, zaradi zdravja je treba to malo gruntati. Pa lejte, tudi, lejte, no, prej sem rekel, ženska nesrečna, če se za 10 kil zredi. Lejte, zdaj imam enega moškega v mislih.
Mal mlajši kot jaz. Samski, tako kot jaz. Samo da jaz ne iščem, on bi pa fejst rad dobil, ne. In tako si želi punco. Punco bi on dobil, punco. Ali ima tam 130 kil? Mislim, veste, koliko je to težko dobiti, koliko ima on težji, bo punco dobil. In pol se najdejo kakšni pametnjakoviči, tudi tu vidim, dostikrat pri meni komentarje napišejo, da ni važna zunanja lepota, da važna je notranja lepota. Lejte, mene to ne boste prepričali, pa tudi jezen sem, kad take komentarje kdo piše, ker, lejte, mislim, tu zavajate ljudi, vsedno zavajate. Poznam mnogo fantov, ki so fejst dobri, noter. Vse bi za punco naredili, vse dobri, vse lastnosti pozitivne, zelo pozitivne. Samo jo ne dobi. Zato, ker nima zunanje lepote. Mislim, zunanje. Lejte, sej, jaz osebno mislim, da je vsak človek lahko lep. No, nekdo mogoče zdajle ni, ampak se lahko poštima, pa je. Nekaj, lejte, jaz če, ne vem, shujšal še ne 5 kil, pa malo mišic dobil, pa verjeten, da bi se ne v te jakenci bil skus, ne, čeprav meni je lepa, se malo oblekel. Lejte, obleka naredi človeka, res. Tu sem že velikokrat govoril, pa ne bom zdaj spet. Eno mojo izkušnjo, kako sem od brata se sposodil, ker ima malo bolj kot jaz, ko sem se oblekel. Jaz sem bil sam sebi všeč, pa ne sam sebi všeč. Eno znanko sem srečal v Kulandiji, v Novem mestu. Tako se srečava, me kar gleda. Prav, ko si to ti? Madonna, kaj si rihtan, kaj dobro izgledaš. Prav tako je rekla. In sem rekel, ja, to je to. Sigurno je, ne, tako da veliko stvari je, ne. Zdaj sem se dobil z enim človekom, tudi neka potencialna stranka, nekaj smo že delali, zdaj se nekaj pogovarjam, da bi. Ta človek je 10 let starejši od mene. Nič bolj ne zgleda, kaj jaz, tako bi rekel, da ima zdaj on nekaj lepši obraz, kaj jaz, ali pa ne vem koga. Ampak veste kaj? On je bil mlad športnik in on je čez rame širok, on vhod po konc, nima trebuha, pa je še nekaj jambrov. Je rekel, ali se le redim. Ja, koga ti, se mu misliš, ko ti mene zajebavaš, da se ti rediš, te ni nikjer nič, ne. Ampak glejte, jaz sem prepričan, da ta človek, moški, ki je 10 let starejši od mene, je bolj privlačen za ženske mojih let ali pa še mlajše, kakor sem jaz. Glejte, in tudi, veste, tukaj ostane, tu, mislim, tu že človeka, ki vidiš, ki hod, lahkotno, ni da vidiš se matra, da ga je že malo starost, pa tu. Tu je človek poln energije in, glejte, šport, prehrana, prava telesna teža, ja, glejte, tu je ful super, če me ne vprašaš. Glejte, tudi, bom rekel, glejte, včasih sem hodil na, kako že, podjetniška konferenca, ali kako se je imenovalo. Vsak let je bilo v Bernardinu in tam so predavali Sandi Češko, Dušan Olaj, pa še taki Batagel, pa podobni. Rečemo Sandi Češko, še bolj pa ta Dušan Olaj, on je tudi starejši od mene, ampak on hod,
teče ultramaratone in je povedal, da najboljše poslovne ideje dobi, ko teče. Ko ima kakšen problem, gre teč, pa reče, grem 20 km preteč, pa bom vmes ta problem rešil v glav. In takrat enkrat, ki je ne največji problem rešil, ampak najboljšo idejo dobil, rekel, da je bil za firmo ful dober, je šel kao teč 20 km ali pa 30, pol na koncih je pa 80 pretekel in je vse razmislil ta cajt v glav in je rekel, da to je tiste, ki je bil ureden, še milijonov. Tako da, lejte, fizična aktivnost je zmeraj dobra, tudi za počutje in tako naprej, lejte. Verjemite, da če boste šli zjutraj teč, tisti dan vam ne bo noben rekel, da ste tečni, zato ko te že avtomatsko boljše vole, ne. Tako da, ja, jaz si bom tudi mogel majčkeno tele prioritete zrihtati, ne. Lejte, jaz se naspet nimam cajta zdajle. Res, sicer ne smem jamrati, ker sem bil en mesec na Filipinih, ampak veste, da te delovne ure, jaz zdajle delam vsak dan 16 ur, vsaj 16 ur, še naspet se nimam cajta. Sobote, nedele sem Tjaši pisal, prejšnji teden sem rekel, Tjaša, so se pogovarjali, da bi nekam šla v nedelo. Sem napisal, Tjaša, lej, ne morem je to nedelo, ker me toliko dela čaka, sem toliko za ostanku, da bom nedelo celo delo, da majčkeno prišel na zeleno vejo. In delam ke budala. Ne vem, zakaj. Zato, da mu še malo več denarja, ki ga itak ne bom nikoli porabil. Jaz se bo okletno slišalo, ampak jaz imam denarja preveč, jaz ga ne morem niti približno toliko zapraviti, kolikor ga zaslužim. Ampak je pa res, da jaz skromno živim, ne, in tudi približno si ne mislite, koliko malo jaz denarja zapravim, ne. Tako da, čez 20 let mi bo sigurno žal. Mi bo žal za tole nedelo, ker sem celo delal, namesto da bi šel s Tjašo na izlet po Sloveniji, ne. Pa bi, ne vem, prvič dobra družba, drugič nekje bi hodila, se pravi, bi nekaj zase naredil, svež zrak bi dihal, dober bi se počutil, pa še en video bi več gledali na YouTubu lahko. Jaz sem pa delal, sicer, ne, to ne bi bila rešitev, da bi zdaj jaz kar v nedelo šel, pa pustil vse, ki bi pol še bolj živčen bil, ne. Moram nekaj spremeniti, ne vem kaj, ali nekaj manj delati, ali ne vem, ali se ne za vsakih 30 evrov nekaj reči komu, ne. Ne vem, lejte, ne vem. Tako da, ja, tako je to. Ampak veste, jaz sem se vsaj pri 53 začel zavedati, da tole nimam čisto dobro življenje pošlihtan, ne. Čeprav, lejte, jaz delati ne bom nikoli nehal, ne. Ker meni je delo hobi. Ker nehaš delati, pol sem stagniraš, ne. Ampak, glejte, rad bi neke zadeve zrihtal tako, da se ne bom glih z vsako neumnostjo mogel jaz ukvarjati, da se bom nekam takem malo večjim zadevam ukvarjal, takem bolj pomembnem, pa tisto, kar rad delam, pa lahko delam tudi 18 ur na dan. Veste, kaj mene najbolj me uničujejo skrbi. Pa jih je kar veliko jih je. Skus je nekaj, lejte. Ampak ja, tu več, ko delaš, več ima skrbi, več stvari gre lahko narobe.
Tako da, ne vem, to bom mogel nekako rešiti, pa sej bom. No, kakor sem rekel, ta video sem posnel predvsem zaradi sebe. Ker takole, lejte, vidite, malo pred kamero razmišljam, sam s seboj tudi tu, kar sem zdaj tle v kamero povedal, tu mi bo bolj v glavi ostalo. Jutri, ko sem nekje vozil, sem bolj sigurno spomnil na te stvari, ki sem jih danes povedal, kakor bi se jih drugače. No, zdaj mi pa še vi za na konec povejte, tisti, ki ste do konca gledali, hvala, mi povejte, če se vam hujšanje zdi zanimiva tema, pa če bi mogoče enkrat en live naredili na to temo, pa bi probali, če bo tam na YouTubeu vse gledali, tudi neke goste dobiti. Različne, tudi koga, ki ima veliko preveč kil, bi ga jaz rad slišal, pa tudi, če bo rekel, jaz sem srečen s svojim kilom, super, povej, jaz te tudi ne bom nič prepričal, da ne biti srečen, jaz sem vesel, če so ljudje srečni, pa tako malo debata, pa je pol, mrskomu lahko motivacijo za kakšno kilco shujšati, meni sigurno, pa mogoče še komu drugemu, Tako da dajte napisati v komentar, pa seveda, kot sem rekel, če še niste naročeni na moj YouTube kanal, naročite se, mičken za podporo, lejte. Vse, kar matram s tem YouTube kanalom, čeprav tu delam zaradi hobija, ampak me ta hobi zdaj, mi tu ni več hobi, zdaj me tu že živčenega dela, Ejte, tale video, ki ga vam danes snemam, tu sem se ga že 3 dni hotel posneti, pa tu zmeraj zvečer snemam, ker imam tam v firmi je zvečer mir, po 8 uri, tam, ker sosedna prostor so vadbe, pa to maj do 8, pol se pa neha. Ejte, kako sem zaspan, vidite. In pol tu snemam, in dobesedno nisem v energije in tudi mogel sem vstati zjutraj, ne vem, če tako je. Saj sem, gledajte, čez meni, sploh ne vem, kaj. V torek sem mogel, v torek sem spal 4 urice samo. Po 12 sem šel spat, iz ponedeljka na torek. Mogel sem biti pa že ob 6 zjutraj v Domžalah. Mogel biti ob 6, to pomeni, da sem mogel biti 15 do 6, ker ne moreš ti riskirati, da boš zamudil, bo na cest nekaj, malo guže, tako da sem bil pol 20 do 6 tam, Tako da ampak še malo pa bom prišel na malo na zeleno vejo, pa pol upam, da se kaj novega ne bo prišlo. Tako da, hvala, dragi prijatelji. Ko nisem do konca povedal. Lejte, zdaj, ko sem že tukaj daleč prišel s tem YouTubeom, pa z vsem tem, pa me tukaj ljudi spremlja, tudi vidim, ki mi pišete, pa po komentarjih, pa vse ne vidim, pa tako pa zdaj, tudi koliko na ulici ljudi me pozna, pa tako naprej me govori, Tako da nekam sem prišel s tem in sem si rekel, zdaj, ko sem pa nekam prišel, zdaj pa ne smem tu nekaj ležerno delati, zdaj moram še bolj tiščati, da bom še kam prišel. Moj cilj je, da pridem do 100,000 naročnikov na YouTubeu, da dobim eno YouTubeovo plaketo, taka plaketa je. Tu si jaz želim, tukaj si želim tega, kar si Primož Roglič želi, zmagati na Touru. Tako zato vas bi tudi lepo prosil, da tisti, ki še niste naročeni na moj kanal, da se naročite. Tisti, ki pa ste že, pa iskrena vam hvala. Da ne začnem filozofirati, bom počasi nehal. Hvala, ker ste tole gledali do konca. Pa še kakšne moje druge videe, poglejte jih je. Še. Pa veste kva, če še niste naročeni, naročite se na moje privat videe. Link je dol v opisu tega videa.
Tega sem zdaj 2 nova posnel, lejte, pohvale samo dežujejo. Res, čeprav so to malo neumnosti, se jih niti ne upam javno objaviti, ampak zgleda, da ljudje to radi gledajo. Tako da, lejte, sami pohvaliti. Danes sem dobil 5 mailov, 5 komentarjev, 3 preko Facebooka, tako da super. Poglejte si še vi. Nič, hvala, adijo, se slišimo, mejte se, živjo.